Dobro jutro, lepo pozdravljeni na velikem sejemskem dnevu festivala Stripa Tinta tukaj v kinu Šiška. Danes nas čaka kar nekaj še masterclassov, debat, tudi delavnic, spodaj zvečer še podelitev nagrad. Čaka pa nas seveda zdaj že takoj prvi masterclass Dore Benčevič, ki je z mano že na odru. Dora, najlepša hvala, da nam boš danes predstavila svoj način dela. Če Dore še ne poznate, to lahko bi rekli, zaenkrat še ni nič čudnega, prav kmalu pa verjetno bo. Dora je namreč predstavnica novih obrazov mlade generacije. Lani je pri Strip Burgerju izdala svoj prvi mini stripovski album Esenca umetnika. Zdaj, tvoj profesor iz Umetniške gimnazije Koper pa pravi, da te je menda on navdušil za strip, Matej Kocjan Koco, boš sama povedala kasneje, če je temu res tako. No, tik pred festivalom pa je izšel tudi njen velikostripovski albumski prvenec. Gre za albansko stripovsko priredbo albanske pravljice Dekle, ki se ni balo medvedov. Več o tej zgodbi in o tem predvsem, kako je nastajala, pa nam bo Dora povedala sama. Dora, veseli me, da te imamo na odru in uživajte v masterclassu. Hvala tebi. Ja, dobro jutro, dober dan. Hvala vsem, ki ste prišli. Moje ime je Dora in tale čudovita knjigica tukaj je razlog, zakaj sem danes tu. In sicer zadnjih 6 mesecev sva z Izarjem Lunačkom in Špelo Frlic ustvarjali Dekle, ki se ni balo medvedov, ki je narejeno po stari albanski zgodbi. In sicer govori o eni albanski družini, v kateri je tradicija, da se, ko najstarejša hči odraste, se obleče v moška oblačila in se kot moški odpravi v svet. In to je zgodba o deklici, ki naredi točno to in se odpravi v svet. In tako sva se enega lepega sončnega popoldneva z Izarjem dobila na kavi in se odločila, da bova ustvarila tole, kar vidite danes. In sicer, kot sem že povedala, to sem ustvarjala zadnjih 6 mesecev, kar pomeni, da vse, o čem bom danes predavala, sem se naučila zelo pred kratkim. Stripe ustvarjam zadnja 3 leta in sicer čisto po naključju. Zgodilo se je tako, da sem v svojem 4. letniku srednje šole imela za narediti zaključno nalogo in ker sem bila sita risanja aktov in golih teles in sem vedela, da je moj profesor likovne teorije isto riše stripe, sem iz kljubovanja v bistvu rekla, da bom za zaključno nalogo naredila strip, kljub temu, da nisem vedela, v kaj se spuščam. In ko sem začela delati, sem ugotovila, da to je način, na katerega želim ustvarjati in me je čisto prevzelo in sem se odločila, da to bom delala do konca življenja. In zato je zaslužen Matej Kocjan, res je. In tako je nastal čisto prvi strip, ki sem ga kadarkoli naredila, Esenca umetnika, ki pa je kot mini strip izšel pri Strip Burgerju. In v glavnem stvari, zdaj bom v bistvu povedala stvari, ki sem jaz ugotovila, da so pomembne za, da nastane izdelek, kot je to. Prva stvar je seveda okolje, v katerega se da zaštartaš svoj ustvarjalni proces. Zdaj zadnji 2 leti smo imeli to čudovito srečo, da smo ustvarjali v koronskem času, kar pomeni, da smo zelo veliko časa preživeli noter. In kot zelo socialna oseba in kot zelo hiperaktivna oseba to meni zelo ni dobro delo in sem se mogla znajti nekako, kako zdaj sebe spravim v nek kreativni setting doma v svoji pidžami. In sem se odločila, da bom nekako trikala svoje možgane, da hkrati lenarim in hkrati delam. In je v bistvu stvar, ki jo vidite danes, je večinsko nastala ob gledanju Razočarani gospodinji. Tako da res. In zelo veliko sem naredila ob tem, ko sem trikala svoje možgane, da v bistvu lenarim in gledam serije. Ampak ja, drugače v idealnem svetu
sem zelo začela razumeti, zakaj imajo ljudje svoje studije. Zato, da imaš nek prostor, katerega greš in se spraviš delati, in to je za mene danes so to kavarne, zato ker mi zelo, zelo paše ustvarjati v nekem socialnem okolju in da imam občutek, da se nekaj okoli mene dogaja. Verjetno je to tudi posledica tega, da se med mladino vedno bolj pojavljajo motnje pozornosti in je zato zelo, zelo težko se fokusirati na eno tako stvar. Zato je tudi ta strip bil zelo velik izziv, ker zahteva zelo veliko pozornosti in zelo veliko dela in je res ena zelo, zelo čudovita izkušnja na svoj način. Zdaj, ena stvar, za katero sem zelo hvaležna Izarju, je tudi to, da pri tem stripu, pri katerem sva sodelovala, sva imela zelo podobno predstavo o tem, kako izgleda. Ko mi je govoril zgodbo, sva si na podoben način predstavljala, kako bi potekal scenarij in sva tudi sestavila zelo, zelo dober scenarij, po katerem je potem nastalo. In zdaj vam bom v bistvu še malo pokazala, kako ta celoten proces, kako iz te čist scenarij skice nastane ena stran iz tega stripa. In sicer najprej stvar izgleda tako. To je Izarjevo delo in sicer to je super skica, to je glih toliko, kot rabiš. To je jaz osebno zelo ne maram skice. Če bi se le dalo brez skice, najmanj časa za skico porabim, čim prej delati, čim prej naprej risati, samo da je čim prej skice konec. In to je super skica in potem na podlagi te Izarjeve skice sem naredila to. Par sekund, to je to, gremo direktno delati. Potem vedno začnem z line artom, da izgleda nekako takole. To je moj najljubši del, dostikrat, ko narišem stvari z line artom, bi kar pustila tako. Pol vedno pomisliš, da mislim, črno-belo izgleda super in ja, v bistvu mi je dostikrat ta del bolj všeč kot končni izdelek. Ampak ja, potem pridejo barve, ozadje. Ja. Potem pride še detajli. Še malo detajlov in čisto na koncu pride tekst. Moj odnos z tekstom je trenutno se bo že prilagodil, ker vedno mi je najpomembnejša stvar, da stran brez teksta že sama zelo dobro deluje in izgleda kot nek print, ki bi si ga dal na steno. In potem ukomponiram tudi tekst tako, da se bo že prilagodil pač strani, ki je že narisana, že narejena. In ja, in potem je to. Zdaj bom pokazala še eno. Evo, tudi ena izmed Izarjevih boljših. In tako je, to je moja skica čez. Čim bolj hitro. Line art. Barve. Kar je ful pomembna zadeva pri vseh teh procesih je, da vse dajaš v svoj layer nujno. Layerji so super zadeva v današnji digitalizaciji in dostikrat sem se zafrknila, da
ko sem barvala in sem hotela spremeniti barvo, sem potem zaradi tega, ker sem v istem layerju delala, so se vse barve spremenile skupaj za to. Tako da layerji so ena zelo pomembna stvar, ki jo moraš že vnaprej gledati in to si vedno govorim, vsakič, ko začnem novo stran risati, si rečem, nujno glej na layerje in se trudimo, da vedno gledamo na layerje. Kaj? Aha, to je pa tudi ena super hack. Jaz vse stvari delam na iPadu v Procreateu in Procreate ima res super duper opcije in ena izmed opcij je tudi ta motion blur, ki potem izgleda takole, ne? Je isto pri motion bluru zelo pomembno, da daš v en specifičen layer točno to, kar hočeš, da se premika in potem se vse to za tem efektom ful lepo izpade, kot da se stvar dejansko premika. In detaljčki in na koncu še tekst. Tako. In je stran končana. In vse je lepo v svojih layerjih in če hočeš kaj spreminjati, se da. V glavnem tako. Evo. Ena izmed ful pomembnih stvari, ko se lotiš večstranskega stripa, je organizacija časa. Jaz, ker sem to delala prvič, nisem imela pojma, koliko dela dejansko stripi zahtevajo. Ogromno enega dela, od ne samo miselnega procesa, potem tudi fizičnega dela. In pri meni je bilo tako, da sem si prvih par mesecev sva imela z Izarjem deal, da vsak teden prinesem 3 strani za pokazati, jih sproti pogledava in potem delava na tak način. Ampak potem pridejo seveda art blokade in pridejo tedni, ko ne moreš pisala prijeti v roko in nimaš še zares občutka, da je čas oddaje tako blizu in se ti stvari nakopičijo. Jaz sem sicer oseba, ki odlično, dosti boljše delujem pod pritiskom oziroma ga celo moram čutiti, da kreativno ustvarjam. Ampak tukaj se mi je zgodilo, da sem prvih 20-30 strani zelo ležerno, z užitkom prišla skozi in potem sem ugotovila, sva se pogovarjala z Izarjem in sva ugotovila, da imam še 60 strani za 2 meseca za narisati. In sem takoj začutila ta nek rush, okej, zdaj pa moram res začeti delati in sem ugotovila, da tudi je zelo dobro se je zorganizirati tako, da si ločiš stvari. In sicer jaz sem tako naredila, da sem v prvem mesecu vse narisala in v drugem mesecu vse pobarvala. Tako da se v bistvu, ker sem ugotovila, da ena stran ti res vzame veliko več energije, kot če delaš malo na tej strani, pa malo to, pa malo tisto. Dosti manj si zmatrano. To je bil tudi eden izmed nasvetov, ki sem jih dobila na začetku, da v bistvu strani ne rišem po vrsti, ampak da se je v bistvu že bila narejena skica za celotno zgodbo in potem sem si izbrala strani, katere sem takrat najbolj začutila, katere sem takrat najbolj želela delati in na tak način se dosti pozneje zmatraš oziroma tudi zgodba se ti pozneje zmatra. Manj si naveličan celotne zgodbe oziroma celotne stvari, katero delaš in to, da sem skakala iz strani na strani, mi je zelo pomagalo, da sem imela večjo željo po risanju. Meni je vedno risanje tudi taka v bistvu nuja,
v bistvu celoten proces mi je dostikrat neprijeten, pač, ker je zelo takoj, zdaj moram ven iz sebe dati in zdaj moram to narisati in cel čas, ko rišem, tako, kdaj bo konec, komaj čakam, da je konec in pol, ko je konec in ko pogledaš, kaj si naredil, pride ta moment, wow, ok, super. To je pa ena stvar, ki jo znam in to sem zdaj naredil. Ne vem, kako sem to naredil, ampak to sem zdaj narisal in takrat pride ta moment pri meni, ko sem zelo zadovoljna z tem, kar počnem. Ko je že konec, ampak ja. V glavnem, tako da, še ena stvar, ful je zanimivo, ko jaz sem zdaj v zadnjih par letih sem našla nek svoj stil, v katerem sem se ustalila in sem že zelo vešča v njem in samozavestna in je zelo zanimivo, ko že misliš, da si pač našel nek način risanja, ki deluje za tebe in se celo malo počutiš nepremagljivega, da lahko narišeš karkoli in boš to naredil nekako po svoje in bo delovalo. In potem, ko se lotiš neke take velike stvari, nekega večjega zalogaja, ugotoviš, da v bistvu se imaš še, kljub temu, da si ustaljen v nekem stilu, se imaš še ogromno za naučiti in ogromno za nagraditi. In vem, da bi pri svojih rosnih 21 letih mogla že to vedeti, ampak je bilo tako ful prijetno spoznanje, ko sem ugotovila, da je še zelo veliko nadgradnje in da se ni ničesar za naveličati, zato ker bodo vedno nove stvari in vedno novi načini za risati. In v tem stripu sem recimo prvič v življenju se lotila konja risati in je bil zelo velik izziv. Nisem vedela, da mi bo kadarkoli še kdaj predstavljala tak izziv, kot mi je predstavljal konj. Ampak ja, zdaj ga znamo narisati. Zdaj zaradi tega stripa znam narisati konja. In pri stripu je tudi ena zadeva, da tudi ko misliš, da je konec, niti približno ni konec. Izor mi je konstantno govoril, pusti si en teden pred koncem samo za popravke. Ne, vse bo v redu, ne bo popravka, vse je v redu. In na koncu je vedno milijon popravkov, sploh ko je še malo večji tisk in pač upleten in še lak na spletni platnici in vsi detajli in dodatki. Potem je za konec še vedno ogromno enih mini zadev, ki jih moraš popravljati. Tudi tekst je ena stvar, ki najprej izgleda, oziroma jaz sem si jo pustila za na konec, ker sem si mislila, saj to bom naredila v parih dneh, to ni problema. In tekst je potem najbolj zafrknjen, zato ker je ogromno enih tudi slovničnih napak, ki jih moraš popravljati. Tako da na koncu si je vedno treba res pustiti en teden samo in zgolj za popravke. Ampak zelo v užitek mi je bilo sodelovati, to je bilo moje prvo sodelovanje dejansko. In je zelo lepo, ko si že sam poln idej, in pol imaš zraven sebe še ljudi, ki te ideje še nadgradijo in komuniciraš. In to je ena stvar, ki recimo meni v mogoče mladi generaciji striparjev manjka, je nek mlad community, kjer bi se dogajala sodelovanja in ker so, mislim, ti skozi cel proces stripa tudi
ti kot stripar odraščaš, ne samo kot oseba in lepo je odraščati z nekom, ki ti lahko še, ki ima neko svoje razmišljanje, neke svoje ideje in ti dejansko obogati tvojo izkušnjo s tem, ko počneta stvari skupaj. Tako da jaz sem bila tudi zelo vesela, da mi je bila ponujena ta zgodba, ker se tudi kot punca, ampak nasplošno kot oseba ful poistovetim z glavnim karakterjem. Se mi zdi tudi taka pomembna zgodba za mlade ljudi, tudi za starejše ljudi. Zanimivo je, ker je zelo podobno kot kakšne animacije, ko jih gledaš kot majhen, jih gledaš na čisto drugačen način, kot ko si starejši in ta zgodba je na podobno varianto, da lahko jo berejo mladi, lahko jo berejo starejši, razumeli bodo na svoje načine in to je zelo velik čar te zgodbe in ima zelo zanimiv konec, tako da preberite si jo. V glavnem, še ena stvar, ki sem jo ugotovila, vedno preveri, da delaš v cmiku. To je bila ena napaka, ki sem jo jaz naredila, ampak hvala Bogu, da naša tehnologija dopušča, da se je to vse spremenilo. Ampak ja, ful je enih tehničnih stvari, na katerih moraš biti pozoren, ne samo risba, ampak tudi od formata do barve, do tam, kjer bo rez, do vsega in to sem se vse zdaj naučila, da je treba tudi na to biti pozoren, ker te lahko dostikrat zafrkne. Ampak ja, ni lepšega občutka, kot držati pol svojo knjigo v roki in gledati svoj izdelek. Jaz že par dni spim z njo, ker mi je tako nerealno, da se je zgodila. In potem je to naredi potem vse vredno. Čisto, ampak je zanimivo delati na nekem tako malo večjem projektu kot mlad človek, zato ker je ogromno stvari, ki te interesirajo in včasih ne bi in včasih bi in zelo si še v oblakih in če ne drugega sem zelo veliko tudi delala na tem, da se sploh spravim delati. In ja, zdaj bi vam pa rada pokazala še videoposnetek, v bistvu dva videoposnetka procesa, kako še nastane strip. To si v bistvu dostikrat lahko pomagaš, da če imaš ene stvari že narisane, da si jih preneseš v
v novo risbo. Vzame dosti časa. Mislim, vzame dosti manj časa. Vse je v redu, samo malo črnine vmes. Ja, to sem šla spat. Evo, mi ni pustilo, da sem tako. No. Pa še tale zmajček. Zelo velik izziv je tudi, da si karakterji na vseh straneh pač izgledajo podobni, seveda, ker pač je isti karakter in zato si je dobro pomagati z referenco prvega narisanega. Evo. Tak. Ima kdo kakšno vprašanje? Aha, v barvah. Kaj specifično? Kako si se odločala za barvno skalo ali pa kaj? Aha, ok. Že na začetku sva se v bistvu odločila, da bo glavni karakter imel rdeče lase, zato ker sem zelo pred kratkim še imela živo oranžne lase in isto Špela je rdeča laska in smo se odločili, da bo rdeča laska tudi glavni junak. Ampak načeloma glede na to, da je strip, da se strip dogaja razen teh demončkov in zmajev v dokaj naravnem okolju, sem nekako zbrala dosti, tu se zdaj ne vidi sicer, ampak pri recimo tukaj, evo, dosti naravne barve. Tudi skozi cel strip se spreminjajo iz zelene v oranžno, rjavo, v turkizno in zbrala, na koncu sem zbrala vedno bolj temnejše barve, zato ker gre zgodba vedno bolj v mogoče malo temačnost oziroma pot je vedno težja in pol na koncu v knjigi se vidi, da ko premaga to temo, se potem barve spet malo popestrijo, tako da ja, nekaj je na tem pri barvah. Drugače pa je tudi kot neke vrste menjava
zgodbe oziroma menjava okolja, barva se menja vsakeč, ko zgodba teka nek svoj turn. In ja, tako. To. Čekaj. To je to? Dobro. Da to, kar si v bistvu, ki je bilo v bistvu ful dobro, to, da si po celi zgodbi lahko noter skakala, ker to nam je v bistvu mal David Kranjčan sugeriral, ker je on na tak način delal Pijanega zajca, pa se s tem mal prepreči, da bi se zgodba, to da bi si mi se ti videli, rekel. kako se vedno bolj zmatram proti koncu, ne. Ampak smo imela pa lih zaradi tega, pa na koncu mi zdi več dela z unim, ko smo mogla sestaviti to v celoto, ne. Ja, res je. Da so pol ene zadeve strigle, tako malo, pa smo morali pol, un oblaček na prejšnjo stran, pa unga na to, pa tako. Res je, ja, zaradi tega, ker se ni tekst sproti ukomponiral, je bil pol problem, da so se napačno razumele skice in zgodba ni dobro delovala in sem mogla zato eno stran ven vršiti in malo spremeniti potek prvotnega teksta. Ampak vse je bilo v redu. Samo žal mi je za tisto stran. Ena zelo, zelo lepa stran je šla ven. Ne, tako da ne se navezati na strani, ker lahko, da jih ne bo noter. Pa to ne, to, da je flow dober, ne, mislim, da je, a veš, da je super, ker ti si pol ful tako, se mi zdi, si delali res vsako, kaj eno tako samostojno sliko, pa je bilo ful lepo, pa smo morali pa na koncu malo delati na tem, da se je bolj povezalo v zgodbo, ne. Tako, ja. To je, kot prej rekla, ja, da je prvo mi je važno, da izgleda kot neka stvar, ki bi jo obesil na steno in potem se bo stvar že prilagodila. Bomo našli nek način, da se bo stvar prilagodila. Ampak, ja, mislim, jaz sem do zdaj vedno ustvarjala take zelo momentarne stripe, kakšne hecne misli ali pa kakšne momente, ki sem jih slišala od kakšnih punc in fantov na Metelkovi ali pa v družbi. Velik del mojega kreativnega procesa je tudi življenje samo in socializacija in pogovori z ljudmi, iz tam črpam največ navdiha in sem ugotovila, da se ljudje potem tudi najbolj povežejo z njimi, zato ker so trenutki iz nekega resničnega življenja. Plus pomagalo mi je specifično na socialnih omrežjih, ki so zelo, ko spremljaš socialna omrežja, zelo hitro konzumiraš stvari in karkoli je predolgo, ti je že malo muka in potem mi je to taki neki hitri strip, ki so mi ful pomagali, da me je vedno več ljudi, da sem v bistvu opozarjala na sebe. In je Instagram tudi taka zanimiva platforma za mladega ustvarjalca, če ne drugega že samo to, kar sem rekla, da opozarja sam nase, ker tam je dandanes pač najlažje opozarjati in če imaš nekaj za povedati, te bodo ljudje slej ko prej, ali pa če imaš kaj zabavnega za pokazati, te bodo ljudje slej ko prej začeli spremljati in želeli več takih vsebin in zato sem dokaj hvaležna, da živim v tem času, da v bistvu je to kot nek moj online portfolio. Zato tudi predlagam čisto vsakemu prijatelju ali pa komorkoli, ki proba štartati neke zadeve, pa ne ve čisto zares, kako bi opozoril sam nase. Sta dva načina, na katere sem jaz to naredila. Eno je Instagram, da sem samo začela objavljati in karkoli sem naredila in sem samo zase in vsake toliko je nekomu bilo všeč in pol je vedno več ljudem bilo všeč. In druga stvar je, da se čim več prijavljaš
v bistvu razne natečaje, razpise, ki ti zelo, zelo pomagajo pri reachu oziroma da dokažeš neko svojo legitimnost, da imaš nekaj za pokazati, da potem lahko posledično dobivaš naprej projekte in hipotetično začneš tudi in ti postane to tvoja služba. Tako da, ja, kolikokoli so socialna omrežja problem, je to en prijeten aspekt pač iz moje strani, da mi je zelo, zelo pomagal pri promoviranju svojih izdelkov in pri reachanju ljudi, tako da ja. To. In, ja. Ja. Tak je. Tak je. Koliko imamo še časa? 5 minut? Ne. Hvala vsem, da ste prišli, hvala vsem, da ste se zbudili. Jaz ne vem, kdaj sem nazadnje bila tako zgodaj budna, ampak je prijetno. Aha, to. Te videoposnetke tudi vmes? Aha, ok, super. V glavnem, hvala vsem. Upam, da boste slišali kaj od mene. Upam, da bom imela več za povedati naslednjič. Z več izkušnjami in v glavnem hvala za vse priložnosti. Zelo rada ustvarjam. Tako da, to je to.